Jaz bi rekel, da če bi kaj, bi malo lahko zadržal tisto, kar jaz mislim, ampak tega se ne da. To ni. Potem to ne bi bili vi, a ne? To ne bi. Se mi zdi, da ste nek tak uporniški duh. Pa niti ne, vi morate poznati Pohorce. Nad Pohorci ni nobenega cesarja. Pohorce se odloča vedno po svoje. To je tako. Kar pravi v uporu Matej Bor, požene človek korenine do pekla. To sem si zapomnil. In zelo stimulativno je to, veste. Meni ni nikoli bilo zanimivo soglašati. Marjan Pungartnik se je rodil leta 1948 na Legnu pri Slovenj Gradcu. Študiral je novinarstvo na Fakulteti za sociologijo, politologijo in novinarstvo v Ljubljani. V literaturo je s prvimi objavami stopil leta 1967, to pa ga je uvedlo v kulturno dejavnost, ki je sledil skozi študentsko gibanje, uredniško delo na Radiu Študent, pri študentskem listu Tribuna in reviji Problemi. Bil je tudi član predsedstva ZKPO in Kulturne skupnosti Slovenije. Delal sem cel kup stvari, čeprav me je vedno najbolj zaposlovala literatura. Jaz sem na kmetih gor zrasel. Hiša je bila polna knjig, čeprav oče in mama so končali 3 razrede osnovne šole, ker pač so jih vzeli iz šole, ker so morali doma delati, so zelo dosti vedeli, brali in tako naprej. Nam so vse govorili, hodi v šolo, uči se, da ne boš tako, kot smo mi. Podeželskega fanta vržeš v gimnazijo in tam ima knjig, kolikor hočeš. To sem včasih tako delal, da sem zjutraj šel v knjižnico, pa potem si sposodil knjigo in jo bral, dokler nisem prebral, in zjutraj sem jo šel vrniti in vzel drugo. Takrat so mi tudi profesorji gledali skozi prste, da nisem kakih domačih nalog delal. Leta 1977 se je ob prihodu v Maribor povezal s tamkajšnjo Zvezo kulturnih organizacij in prevzel literarno delo z mladimi. Njegovih delavnic so se v 10,5 leta udeležili skoraj vsi mlajši avtorji v Mariboru. Začel se je ukvarjati z organizacijo literarnih prireditev, kar je bila takrat zelo redka dejavnost. Bil je družbeno dejaven v Svetu za kulturo pri Republiški socialistični zvezi delovnega ljudstva in predsednik sveta v Mariboru. Bil je glavni urednik revije Dialogi, ki jo je uveljavil tudi na mednarodni ravni. Mene je gnalo to, da sem vedno kaj novega, vedno novega. Naučil se, veste, prvo sem recimo jugoslovanske jezike, potem si se moral naučiti malo angleško, potem si se naučil italijansko, potem si se naučil malo nemško, pa češko, rusko, tak ali tak. In to je meni bil en krog. Jaz nisem se pustil omejiti v nekaj, kar ti ena šola. To je iz Prešernovega krsta, ko vihar svojo moč najbolj razklada, reče kamera, baterija je zmanjkala. Ko je leta 1992 postal tajnik ZKO Maribor, je opustil politično dejavnost in se posvetil kulturnemu aktivizmu. Z ekipo je obnovil program ZKO Maribor in tako je to postala najmočnejša zveza z najambicioznejšim programom v Sloveniji. Program je obsegal mednarodno zborovsko tekmovanje Maribor, zborovsko tekmovanje Naša pesem, ki se je vrnilo v Maribor, prireditve Otrok in umetnost, ki so nasledile festival Kurirček, založništvo, ples. Razširil je pevsko gibanje, folkloro, vzpostavil je mednarodno sodelovanje, vpeljal razstavišče Union, galerijo Rudolf in pozneje Karlinijo.
Bil je začetnik gibanja starejših avtorjev na regionalni in državni ravni, to je pozneje kot program prevzel SLKD oziroma JSKD. Jaz sem 89. sem si iz Amerike, ker sem imel možnost nabavo, mislim, da je bil prvi 386 računalnik v Sloveniji. Res je imel, če vam povem, bajnih 4 megabajte rama in 170 megabajtov hard diska. To si lahko mislite, kakšna beštija je to bil. Ko sem prišel na Zvezo kulturnih društev, sem se teroriziral, da mora začeti z računalnikom delati, pa pisati, pa tako naprej. In so vsi rekli, zdaj pa še to, že tako moramo tako trpeti, da pa še moramo računalnik študirati. Prizadeval si je za vključevanje kulturnih društev etničnih skupnosti in manjšin v dejavnost ZKO in jim pomagal oblikovati program. Razvijal je kulturno sodelovanje s sosednjimi državami in regijami, na primer s Trstom, Vidmom, Hrvaško, Madžarsko, Češko, Slovaško in Avstrijo, predvsem z Gradcem, in sicer v sodelovanju z Društvi prijateljstva in Evropskim centrom Gradec. Leta 1992 je prevzel še literarno delavnico za starejše avtorje, ki deluje še danes. Tako je mentor z doslej najdaljšo kontinuirano vsakotedensko volontersko literarno delavnico. Jaz imam zdaj res od 79. leta imam delavnice. Skozi. Se vsak teden srečamo. Včasih sem imel 3 take delavnice naenkrat. Za mlade, za otroke in za starejše. In že nisem vedel, kje se me glava drži. Mislim, da je zdaj 45 let. To počnem, to je ena taka stvar, ki me je dost, bom rekel, prijela. Da vse knjige bere, da se posluša poezijo, da se ljudje naučijo predstavljati poezijo, da nastopijo, da objavijo in tako naprej. To so ljudje, ki so doživeli literaturo skozi to delavnico. In nekje, jaz moram reči, da tudi če bi 2 bila, bi še vedno z njimi delal. Tako pa včasih jih je bilo 25, tako da je bil že kar cel razred. Vpeljeval je računalniško tehnologijo v delo z društvi, spodbujal k internetizaciji zveze, sklada in društva in tudi sam postavljal spletne strani za društva. Med prvimi na svetu in v Sloveniji je začel izdajati internetno literarno revijo. Z revijo Lokucijo je vzpostavil stike z avtorji iz diaspore in se povezal z avtorji in bralci po vsem svetu. Razvil je nizkoproračunsko založništvo in tako omogočil izid več kot 360 knjig, od tega 79 prvencev. Ob urejanju knjig se ves čas ukvarja tudi z oblikovanjem knjig, znakov in spletnih strani. Tako je oblikoval tudi novi znak Zveze kulturnih društev Slovenije. Hotel sem, da bi ta skupina, ki se je speljal, napravila revijo. Potem so pa začeli, pa veste, ni zadosti denarja za naše honorarje. Pa sem rekel, veste kaj je? Adijo. Pa sem nehal z njimi to delati, pa sem se usedel in sem 3 leta, 4 leta sem skoraj študiral, da sem bil sposoben sprogramirati v HTML to revijo. Zadnjič sem šel gledati posnetke, kako je izgledala. In to je bilo grozno. Vse je migalo, vse je skakalo sem in tja. In potem sem začel pač delati to. In tisto, kar je bilo najbolj pomembno, da smo lahko vzpostavili stike z celim svetom. Si dobil dopisnika oziroma avtorja, ki je v Jemenu, recimo, ena kolegica, ki je v Jemenu živela, pa z Kitajske, pa z Avstrije, pa z Češke, pa Francije. Pa vi imate veliko bralcev, ne?
Od leta 17, ko se je resetiralo, je obiskalo stran 5 milijonov pa pol, bralo je pa 2 milijona pa 200, mislim, da je. Kar je kar dober rezultat, ampak kdo bere? Zanimivo. Berejo Američani, berejo iz Evropske unije, potem je Slovenija, potem pa pridejo Kitajci, pa Italijani, pa tako naprej, mislim. Leta 1998 je bil pobudnik ustanovitve kulturnega društva Mariborska literarna družba in nanj prenesel literarne programe. Ustanovil je literarno hišo Maribor, ki je bila eden pomembnejših nosilcev programa Evropske prestolnice kulture Maribor in tudi drugega mednarodnega sodelovanja. Ob tem je pisal in objavljal. Izdal je 14 pesniških zbirk, 5 del za otroke, napisal je nekaj lutkovnih besedil in jih tudi prevajal, sodeloval je pri zbornikih in jih urejal. Posvetil se je prevajanju manj znanih literatur in avtorjev. Doslej je organiziral in vodil več kot 2000 literarnih prireditev, organiziral okrog 500 razstav, objavljal je članke v tisku, Kobisova biografija navaja okrog 500 enot, v resnici jih je okrog 1500. Sem malo pogledala, kaj ste delali v zadnjem mesecu samo in se mi zdi, da imate vsake par dni nekaj, kjer se morate v javnosti pojaviti, nekaj povedati, nekaj predstaviti, organizirati. Med drugim ste razlagali, kako ste v študentskih letih delali na radiju, tam nekje do 3:30 zjutraj in pol vstali 6:15. A se meni zdi, da še vedno prakticirate tak ritem in kako vam to uspeva? Veste, da je zanimivo, da sem jaz od gimnazije naprej, ko sem začel gimnazijo, zelo zgodaj vstajal, ob 5:15, in pa šel spat ob 2:00. In mama je včasih prišla in rekla, kaj ti ne bo šel spat. Ves ta čas sem zelo, zelo malo spal. Na fakulteti pa tako ali tako, to je bilo, do 3 smo študirali, potem smo pili čaj z mlekom, pa Boba Dylana poslušali, potem smo šli pa spat in zjutraj vstali. Ker mi smo imeli predavanje še ob 7 zjutraj in izpite ob 7 in tako naprej. Tako da je bilo to potrebno. In vmes je bilo tistih 18 ur, ki si jih napolnil kot vrečo z vsem mogočim.